Dober dan, vsem želim prijetno popoldne v naši družbi danes skupaj z Deloittom, z Lovrotom Vrhovškom. Prisluhnili bomo tematiki, ki je v tem trenutku mogoče malček v ozadju, kajti vsi se ukvarjamo s tem, kako preživeti od danes do jutri. Danes pa je tema dolgoročni pristop k kriznemu upravljanju v času koronavirusa. In zanimivo bo prisluhniti, kako se soočiti s tem dan kasneje, se pravi potem, ko bomo, prepričan sem, da bomo preživeli, nas čakajo pa novi izzivi na področju trženja, razvoja, novih tehnologij, upravljanja, menedžeriranja podjetij in zato z veseljem predajam besedo Lovrotu Vrhovšku iz Deloitta. Lovro, izvoli. Dober dan, pozdravljeni še z moje strani. Hvala GZS-ju, da smo se uskladili za serijo teh webinarjev, kjer bomo poskušali tudi predstaviti naš vidik upravljanja s krizo in kako mi v Deloittu vidimo, da bi se zadeve lahko reševale oziroma predlagamo, da bi se reševale. In v bistvu najboljše, da kar pogledamo agendo današnjega sestanka oziroma webinarja. Za začetek pregled in ocena trenutne situacije, kje v Sloveniji trenutno smo, kje nas je ujela ta trenutna kriza, potem nek predlog odziva na krizo, metodologija, ki jo imamo pripravljeno v Deloittu, neki zaključni poudarki, pa na koncu bi si želel 20 minut mogoče za vprašanja, odgovore in debato, da dobimo input tudi s strani podjetij, kakšne so težave, kakšni so izzivi, s čim se danes ukvarjamo. Ključni poudarki razmišljanja, ki se bojo ponavljali v bistvu čez prezentacijo, kje so tveganja, kaj so priložnosti, kako se v bistvu v teh situaciji zdaj znajti in potem razmišljanje o dinamiki. Eno je, kaj lahko naredimo danes, eno je, kaj lahko naredimo v naslednjih tednih, eno je pa, kaj lahko naredimo v naslednjih 3 do 6 mesecih. Če se nam situacija mogoče zdajle zdi zelo kaotična, bo v maju, juniju, juliju tudi potencialno, še bistveno bolj, ker zdaj te tovarne, ki trenutno stojijo, spopadene s krizo. V naslednjih 3 do 6 mesecih, to, ko zdaj tovarne stojijo, to, ko so zdaj trgovine zaprte, to bo na denarni tok vplivalo v maju, juniju, juliju. In takrat bo v bistvu najtežje in že danes si moramo zračunati, kakšen vpliv bo to čez 2-3 meseca na naše poslovanje imelo in pripraviti ukrepe, ki pridejo v poštev in ki jih bo treba izvajati v naslednjih mesecih in tednih. Zdaj še par besed, kar se mene tiče. Jaz prihajam iz trgovine, imam dolgoletno izkušnjo iz trgovske branže in tudi pred 10 leti v zadnji krizi sem bil del tima, ki je prestrukturiral Merkur, tako da v bistvu poznam zelo dobro iz prve roke, kako se v takšnih situacijah in v teh razmerah je potrebno obnašati. Če pogledamo globalno, imam za uvod 2-3 zelo optimistična slajda, ker zdaj trenutno smo vsi v tem krču, želimo malo sprostiti pa optimističen pogled pripeljati not v ta razmišljanja. Ekonomisti šoke delijo nekje na finančne in inflacijske, ki so neravnovesja notranja v gospodarstvu, in na zunanje šoke, ki so recimo teroristični napadi 9.11., 2002-2003 epidemija SARS-a, COVID-19 epidemija, ki se zdaj trenutno dogaja. In videli smo, da tudi v terorističnih napadih, naprimer v ZDA pred 20 leti, se je zgodil takojšnja ustavitev gospodarstva, letalske družbe so ustavile, večino gospodarstva je stalo, pa se je potem zadeva dosti hitro normalizirala. Teoretično bi ta epidemija lahko tudi bila podobna. Zdaj, ali se bo to dejansko tako zgodilo, ne, je zdaj špekulacija, ampak obstaja možnost, da bi se ta zadeva lahko relativno hitro potem razpletla, ko bi mi nazaj v normalno obratovanje prišli. Ker če gledamo te krize, recesije, inflacijske, 70., 80., 90., padec pred 100 leti na Wall Streetu, dotcom balon, globalna finančna kriza pred 10 leti, te so imele velik dolgoročen vpliv na poslovanje in tudi določene spremembe ekonomskih modelov so sledile iz tega ven. Zdaj, kar se tiče nekje malo slovenskega pogleda, večina podjetij očitno, sploh največjih, je sprejela takojšnje likvidnostne ukrepe za nadzor denarnega toka,
Dost živ je še spomin na finančno krizo spred 10 let, te tabelce so še dost aktualne v podjetjih, malo smo jih osvežili in izgleda, da so podjetja dost hitro reagirala. Vlada, kakorkoli se zdaj lovimo okrog teh razumevanja zakonov, je odreagirala, dala določene spodbude, potrošniki so se pa trenutno potegnili nazaj. Zdaj, koliko hitro se bo to sprostilo, kdaj se bo začelo normalno trošiti, je stvar še, ki jo moramo ugotoviti. Ampak vse to, kar se je zgodilo, ima jasno vpliv znotraj podjetij, na denarni tok, na potrošnike, kupce, na zaposlene same v podjetjih. Vidimo zdaj, da praktično vsi delamo od doma, digitalizacija se je bistveno povečala. Na same prodajne kanale, online je postal bistveno bolj pomemben kot posamezni drugi klasični kanali, dostava, logistika, to so vse zadeve, ki se zdaj izvajajo po nekih drugih principih in potencialno tudi produkti in storitve se menjujejo. Drugačni produkti, drugačne storitve prihajajo v ospredje. In samo vzpostavljanje osnovnih operacij poslovanja, varnosti, kar se tiče zaposlenih, so teme, ki so zdaj trenutno v ospredju pri podjetjih. Če pogledamo pripravljenost top 250 slovenskih podjetij na krizo, to so uradni podatki iz leta 2018, je kar 44% od teh 250 podjetij, ki so ustvarila 40% nekje prihodkov iz prodaje in več kot 50% EBITDA-ja, bilo zelo, zelo malo zadolženo. EBITDA debt to EBITDA kazalnik, se pravi celoten dolg v EBITDA-ju, so imela med nič in ena, se pravi, ona bi v manj kot enem letu ta podjetja lahko izplačala vse svoje dolgove. Se pravi, več kot 40%, slaba polovica slovenskih podjetij je izjemno dobro pripravljena na krizo, resno smo vzeli finančno krizo izpred desetletja, in podjetja so se resno razdolžila, so relativno zdrava. Potem imamo še en velik segment podjetij, 35%, 40% prihodkov od prodaje, ki so zadolžena nekje v večkratniku 1 do 4, ki je še vedno povsem spodoben, čist normalen večkratnik zadolženosti v normalnih razmerah, se pravi, so tudi relativno zdrava, močna podjetja. In samo 20% od teh prvih 250 največjih, najpomembnejših slovenskih podjetij ima večkratnik dolga v EBITDA-ju, 4 ali več, oziroma poslujejo negativno. Od teh podjetij je nekih 9 podjetij samo poslovalo negativno v letu 2018. Treba se zavedati, da se je v letu 2019 situacija praviloma še izboljšala, ker so se podjetja še nadalje razdolževala in makroekonomsko gledano ali pa z vidika podjetij bi podjetja bistveno boljše morala biti pripravljena na trenutno krizo kot pred desetletjem. In če se poskušamo umakniti malo nazaj in primerjamo ključne poudarke finančne krize 2008-2012 in trenutne situacije v Sloveniji, 2008-2012 smo mi prišli v to krizo z nestabilno lastniško strukturo, zelo veliko menedžerskih odkupov, nejasne zgodbe, preveliko zadolženost podjetij, bistveno večkratnike EBITDA-ja okrog 8, 6 in podobne številke. Bile so neke iluzije na začetku v neodvisnosti od globalnih trendov in posledično se tudi v tistem času vmesnem, ki smo ga imeli, procesna in vsebinska pripravljenost na krizo ni izvedla in nas je v bistvu kriza ujela nepripravljene. Imeli smo potem še dvig minimalne plače v tistem obdobju in kakšne druge lokalne specifike, o katerih ne bi podrobno razlagali. Se pravi, relativno zelo nepripravljeni smo bili. Če gledamo zdaj trenutno COVID situacijo, podjetja bistveno manj zadolžena, lastniško stabilna, kar smo pogledali na prejšnjem slajdu. Osnovni principi kriznega upravljanja očitno delujejo, kar se tiče denarnega toka, stroškov obvladovanja, so bili postavljeni v zadnjem desetletju in imamo globalen, univerzalen, takojšen vpliv krize. Razlike med državami so v tednih namesto v mesecih in letih, kot so bila desetletja nazaj. Ker je v bistvu to zdravstvena kriza, ni ekonomska kriza in je dosegla globalen, univerzalen, takojšen vpliv na praktično vse države, zdajle, kar gledamo v Evropi in v ZDA. In mi smo jasno vpeti v globalne tokove, mislim, da je to zdaj povsem jasno. In tudi naši javnofinančni ukrepi, kolikor imamo malo operativnih težav pri razumevanju in izvajanju le-teh, sledijo ključnim sosednjim državam Italija, Avstrija
Zaenkrat naši ti ukrepi, ki so bili sprejeti do tega trenutka, niso noben unikum tle v regiji, ampak relativno sledimo ukrepe, ki jih večje in pomembnejše države, tudi naše ključne trgovske partnerice sprejemajo. Tako da iz tega vidika bi lahko bili bolje in bi morali biti bolje pripravljeni kot pred desetletjem. Če gledamo znotraj podjetij, je pa jasno cel kup področij, na katera se morajo zdaj podjetja vzporedno zelo osredotočati in to naredi to nalogo izjemno kompleksno. Eno je samo podjetje, denarni tok, lastniška struktura, upravljanje lastništva, razumevanje strani lastnikov, na drugi strani zaposleni, ki jih je treba zaščititi, treba je vzpostaviti poslovanje in cel kup teh tem, ki se znotraj podjetij zdaj izvajajo. Potem imamo v potrošnikih, končni potrošniki podjetja, kakšna je geografska razporeditev, kakšni so segmenti trga, kje mi delujemo, kdaj se te zadeve lahko predvidoma normalizirajo. Tretja zadeva je, ki se tiče dobavnih virov, tle se je zadeva za nas začela. Vemo, da najprej je kriza prišla iz Kitajske, zamude pri dobavah, zelo smo se trudili dobiti blago noter, zdaj smo blago noter dobili, se pa zadeva zapira, kar se tiče prodaje in ne moramo normalno delovati. In dolžina nadzora nad dobavnimi verigami bo ena zadeva, ki bo takoj, ko bo ta nujen moment za nami, potrebna revizija v vseh podjetjih, razmisliti, ali je res potrebno, da tako daleč kupujemo, tako daleč prodajamo, ali se lahko te zadeve malce skrajšajo. Potem je jasno zelo industry specific, se pravi v določenih industrijah, turizm, avtoindustrija, letalska industrija, je vpliv bistveno večji kot v določenih osnovnih infrastrukturnih industrijah. Potem je pa še vprašanje, na katerih trgih mi izvajamo operacije. Zaenkrat je ta kriza zelo linearna in dosti enakomerno porazdeljena. Potencialno se pri izhodu iz krize lahko naredijo bistvene razlike, če bojo posamezne države drugačne ukrepe sprejemale v pomoč gospodarstvu. In tu je tudi en bistven moment in tle še naša soseda Italija, druga največja trgovska partnerica, izgleda, da bo imela bistveno večje izzive iz tega naslova kot določene druge države, kar nam tudi ne bo šlo najbolj dobro. Zdaj, če pogledamo malo po industrijah, eno je avtomobilska industrija, potrošno blago, oblačila in potrebščine bi naj bilo malo manj pod vplivom, luksuzno blago zelo, promet, hotelirstvo, tehnologija, nepremičnine, nafta, plin, farmacija, različni učinki po različnih dejavnostih se pričakujejo, določene bi naj tudi imele pozitivne učinke, kot na primer farmacija. Kar se Slovenije tiče, vidimo največ izzivov tudi v sodelovanju s podjetji iz naslova turizma, sploh ker tudi če mi 15. maja normaliziramo zadeve in je vse ok in COVID-a ni več, turistov iz Azije, Italije, potencialno drugih držav, ki so bile relativno zelo izpostavljene trenutni krizi, enostavno na Bled, Ljubljano, Postojnsko jamo in Portorož ne bo. In bo tle treba vsaj za eno sezono najti alternativne rešitve. Druga stvar, ki je zelo tudi potencialno na udaru, je avtomobilska industrija. Mi smo zelo vezani kot podizvajalci na nemški, francoski del avtomobilske industrije. Tle je ključen izziv kompleksnost dobavnih verig, ki ko se enkrat ustavijo, jih je potrebno ponovno zagnati in tle lahko prihaja do težav. Hkrati je pa tudi zamik povpraševanja potrošnikov, ker enostavno zdajle se avtomobili ne prodajajo. Po naših izkušnjah, kar smo videli na Kitajskem, se je ta padec dosti enakomerno porazdelil, se pravi 20–25% padla proizvodnja in hkrati prodaja. In zdaj, ko v bistvu zadeve štartajo nazaj, tudi vzporedno dosti zadeve grejo gor, tako da lahko se to tudi relativno lepo izide. Zdaj pa, kar se tiče nekega predloga odziva na krizo, kako mi vidimo, da po Deloittovih nekih principih se v teh primerih reagira. Mi imamo postavljen model kriznega upravljanja. Generalno metodologijo, kako pristopiti k tem izzivom, kako voditi podjetje v takšnih situacijah. Nekje 3 segmenti, 7 korakov. Prvič, morajo vodje biti osredotočeni na zaščito finančne stabilnosti v času krizne situacije. V drugem koraku se začne govoriti o učinkih, možnih scenarijih, da ugotovite vpliv na vaše podjetje in potem se po posameznih scenarijih postavlja prioritete in se zdefinirajo aktivnosti. Tle je potreben fokus na hitrost, ne toliko na detajle, sploh v tej situaciji, kjer smo.
In v prvem koraku je potrebno centralizirati odločanje. Vse odločitve, sploh finančne, kar se tiče plačil, kar se tiče finančnih zadev, morajo biti centralizirane zelo v ozkem timu, ki soglasno sprejema odločitve. Ali je to zdaj ena oseba ali ta najožji tim okrog vodstva podjetja, je pač odvisno od velikosti podjetja, ampak odločanje o vseh zadevah je treba v prvem trenutku jasno čisto centralizirati. V drugem koraku je potrebno pogledati vire razpoložljivih denarnih sredstev. Katere kreditne revolving linije imamo dogovorjene, katere kredite lahko pridobimo, kakšni so možni zmanjšanja zalog, kje lahko dobimo denarna sredstva po nekih rednih postopkih, rednih kanalih. Koliko se lahko dogovorimo za podaljšanje valut na dobaviteljski strani in podobni ukrepi. Seštejemo, vidimo, kakšna je naša kapaciteta denarnih sredstev. Pozicija. Potem je treba pa razmišljati o možnih gospodarskih scenarijih. Mi bomo predstavili 3 najbolj verjetne, imamo tudi na naslednjem slajdu, da ugotovimo, kakšni vse scenariji so možni in kako imajo ti posamezni scenariji direktno vpliv na naše podjetje. Potem je potrebno za vsak posamezen scenarij zmodelirati oziroma sestaviti finančni vpliv, da vidimo, kaj posamezen scenarij za naše poslovanje pomeni. Potem je treba zdefinirati minimalne zahteve, se pravi, ne smemo iti pod negativen EBITDA, ne smemo iti pod negativen denarni tok, minimalna dobičkonosnost, minimalen promet, nekaj od česar mi kot lastniki oziroma mi kot management podjetja ne želimo odstopati. In potem na te minimalne zahteve, ki jih moramo doseči kot podjetje, zdefiniramo vzvode, kaj bomo kje naredili, da se nam ta zadeva izide. Se pravi, eno je razmišljanje o fiksnih variabilnih stroških, strošek, ki je še pred 12. marcem bil fiksna najemnina, zdaj postaja variabilen strošek. Cel kup stroškov lahko postane variabilen, mi se lahko začnemo pogajati o naboru aktivnosti, stvari, ki jih izvajamo, ali so to vse fiksni stroški ali niso, in poskušati čim bolj zmanjševati. Jasno, eden od velikih stroškov tle pri večini podjetij je tudi strošek dela, kjer trenutno zdaj tudi določeni ukrepi vlade so bili sprejeti. Potem, ko razumemo vzvode, imamo izračunane efekte, si določimo ukrepe in imamo v bistvu za vsak scenarij pripravljen v predalov naprejšnji nabor ukrepov, kaj bomo naredili, vkolikor se zadeva odvije po tem, onem ali tretjem scenariju. In to nam v bistvu potem pomaga tudi, da ko pride trenutek za odločitev, imamo mi vnaprej pripravljene rešitve, zračunane učinke in lažje tudi sprejemamo zelo težke, zahtevne odločitve, ki bojo zdajle pred podjetjem v naslednjih tednih in mesecih. Če gremo malo bolj podrobno, bomo šli sam čez par teh najbolj zanimivih izsekov iz metodologije. Če kjer od podjetij zanima detaljna, natančna metodologija, smo tudi pripravljeni deliti in skomunicirati. 3 scenariji, ki se zdajle pojavljajo kot najbolj verjetni, mi smo jih poimenovali nevihta, tornado, cunami. Nevihta, da se ta zadeva reši v 2 do 3 mesecih, imamo malo motnje na strani ponudbe povpraševanja, ti vladni ukrepi, ki so bili sprejeti, ublažijo krizo, pričakujemo upad BDP-ja okrog 5%. Tle je treba razmišljati o 3 do 6 mesečnih prihodkih, izkaz poslovnega izida, kar se tiče denarnega toka, zmanjšanje začasne delovne sile, znižanje variabilnih stroškov, znižanje plač. To so neki osnovni ukrepi, ki se bi v tem scenariju mogli zgoditi. Kar se tiče potrošnikov, njihovega pogleda na trg in vizijo, mislim, da zdajle še vsi to jemljajo kot premor od kapitalizma. Trenutno Slovenija recimo, da v tem scenariju, delno plačan dopust, malo spremenimo vedenje potrošnikov v tem času, ko smo doma, potem pa, ko bi se zadeve normalizirale, bi se obstoječi vzorci zelo na hitro nazaj vzpostavili in bi zadeve šle normalno naprej, kot smo jih videli pred krizo. To je nek najbolj optimističen scenarij. Če pogledamo nek srednji scenarij, virus se potencialno lahko vrne jeseni, lahko zdajle se potegne zadeva še za kakšen mesec ali 2, lahko pride do dolgoročnejše krize na strani ponudbe povpraševanja, govorimo o 6-9 mesecih, in te spodbude vlad se lahko zgodi, da ne bi zadostovale za zagon gospodarstva in BDP bi lahko upadel okrog 10%. V tem scenariju bi podjetja mogla razmišljati o vplivih na prihodke in izkaz poslovnega izida v nekih 12-mesečnih gabaritih.
zgodijo se blokirane regije, meje, odsotnost na delovnih mestih, bolniški dopusti iz naslova odsotnosti zaradi korone in podobne zadeve. In z vidika denarnega toka je v tem scenariju, pač odvisno od podjetja, že potrebno začeti razmišljati o zaustavitvah pomembnih CAPEX projektov, vmesni denarni tok bo bistveno negativen in posameznem odpuščanju ljudi. Z vidika potrošnikov je potrebnih nekih 40 dni, da se spremenijo vzorci vedenja po teh psiholoških knjigah, ki jih poznamo in pristopih. Se pravi, določeni vzorci bi se že spremenili, če bi ta kriza trajala 2 meseca ali več. In zna se zgoditi zamik načrtov glede zasebne potrošnje, sploh večjih strateških dobrin, kot so stanovanja, hiše, avtomobili in podobno. Ne. V najslabšem scenariju, ne bomo šli tako podrobno skozi, je pa potem upad BDP-ja 15-20%. In to nekje je razpon od 5 do 20, 5-15, sta dve številke, ki se najpogosteje pojavljata v javnosti, kar se tiče Slovenije. In na vsakega od teh scenarijev je potrebno zaračunati, kakšna je velikost našega podjetja v primeru, da se ta scenarij zgodi, kakšni so naši prihodki, stroški, izkaz poslovnega izida, kakšen bo EBITDA v tej zgodbi in koliko zaposlenih, koliko resursov, koliko sredstev rabimo, da zgodbo na tem nivoju speljemo. Nek nabor aktivnosti za podjetja smo pripravili, ki mislimo, da so trenutno najbolj v prvem planu. Prvi ta odziv, krizno upravljanje, zagotavljanje varnosti, vzpostavitev poslovanja, mislim, da so podjetja relativno uspešno izvedla v teh zdaj tednih, ki so za nami. Obvladovanje denarnega toka izgleda, da tudi relativno boljše obvladujemo, kot smo obvladovali pred desetletjem. Zmanjševanje stroškov, zagotovitev dodatne likvidnosti, pridobivanje vladnih spodbud, to so vse vaje, ki smo jih že delali pred 10 leti, znamo jih narediti in vsi upamo, da v tej situaciji zdaj bomo se vsi naučili iz situacije pred 10 leti in da bo to čim bolj tekoče potekalo. Potem so te kadrovske IT zadeve, prilagoditev na delo od doma je velik izziv, kakšna je zdaj produktivnost zaposlenih, kako jih upravljamo in kako v bistvu nadziramo ta del. In tle že ugotavljamo, da veliko podjetij ugotavlja, da jim to leži, da jim deluje in da v bistvu je bil neupravičen strah pred tem delom od doma, ki smo ga poznali pred to krizo in določene te zadeve se znajo tudi obdržati, ko se stvari normalizirajo. Potem pa, če mi vidimo, da že pred krizo smo mogoče sodili v onih 20% podjetij, da smo imeli že težave pri poslovanju oziroma vidimo, da se nam bojo trgi bistveno spremenili, je treba razmišljati o reorganizaciji poslovanja. Poiskati nove kupce, nove prodajne kanale, nove produkte, nove storitve, kar se tiče recimo trgovine, prevzemna mesta, dezinfekcija, online prodajni kanal in podobne zadeve. Razmisliti, kako lahko mi sredstva in znanje, ki jih imamo, izkoristimo tudi na kakšnem drugem kanalu, na kakšni drugi zgodbi, ki bo zdaj mogoče v naslednjem obdobju bolj v ospredju. In potencialno razmišljati tudi o spremenjenem poslovnem modelu. Če te zadeve ne delujejo, pride potem prestrukturiranje, odpisi dolgov, prisilne poravnave in tudi zgodbe, ki jih že poznamo. Mislim pa, da kar za nekaj slovenskih podjetij odziv, okrevanje in te zgodbe moramo izvesti, obstaja možnost, da vidimo to krizo kot priložnost, izkoriščamo in razmišljamo, katere priložnosti na trgu se dajo izkoristiti, vezano na spremenjene navade potrošnikov, vezano na naše partnerje na B2B prodajnem kanalu in razmišljati mogoče o nekem naboru, sledenju tart za M&A aktivnosti, če bomo mi relativno, kar nam trenutno kaže, zdravi, hitro išli iz te situacije, mogoče kateri drugi ne bojo toliko in jim lahko skočimo v pomoč in potem povečamo obseg poslovanja v bistvu, ko bo te krize konc. In jasno bi predlagal vsem podjetjem slediti razmere na svetovnih trgih, sploh vzhodna Azija. Oni so to situacijo urgentno prvo zgodbo že dali skozi, pri njih se zadeve normalizirajo, veliko se lahko od njih naučimo in skrajšamo krivuljo učenja pri nas samih, da ne bomo vseh teh zgodb na lastni koži dali skozi in izkušenj pridobivali tle, dajmo pogledati, kaj delajo v tujini in maksimalno poskušamo tudi kaj skopirati. Ker v bistvu je zelo
univerzalna enotna situacija. In znotraj Deloitta imamo potem tudi metodologijo Respond, Recover, Thrive, nekje 3 koraki, odziv, okrevanje, rast, smo to prevedli v slovenščino in govorimo o samem vodenju podjetja, talenti, strategija, financiranje, poslovanje, dobavne verige, stranke, digitalizacija, 5-6 ključnih področij, ki jih mi vidimo, da so najbolj bistvena v tej krizi, jasno zdefinirati aktivnosti operativne v enem Excelu, kaj more kdo točno narediti, do kdaj, na katerem področju in razmišljati o vseh 3 vidikih. Ja, eno je odziv, eno so državne spodbude, vladne spodbude, takojšnji ukrepi zagotavljanja likvidnosti. Treba je razmišljati, kako bomo ukrevali, kako bomo nazaj zagnali poslovanje in kako bomo to situacijo izkoristili za dodatno rast in razmišljati od next normal, se reče po angleško, naslednje normalno, kako bo zadeva izgledala, ko se svet nazaj postavi na noge. In zdaj, če se bo ta svet postavil na noge relativno hitro, bo zadeva zelo podobna, kot je bila. Dlje časa, kot se bo svet postavljal na noge, bistveno drugačen svet lahko pričakujemo. Jasno, nič od tega ni znotraj domene posameznih podjetij. Če pa se pripravijo scenariji, če se pripravi nek akcijski načrt, kaj naredimo, kako reagiramo in kako bomo posamezen del poslovanja obvladovali, smo potem lahko proaktivni in bistveno boljš reagiramo in bistveno boljš tudi potem sprejemamo odločitve. Treba se zavedati, da mogoče zdaj 1/3 do polovica podjetij, ki normalno posluje, ima zdajle ogromne izzive zagotavljati poslovanje, pridobivati dele, prodajo, zorganizirati, da se blago premika v dobavnih verigah, ker so v glavnem zelo blokirane oziroma imamo tle velike izzive. En del podjetij pa kakorkoli stoji. In tisti del podjetij, ki zdajle trenutno stoji, lahko razmišlja, kako naprej, kako bomo naredili in kako bo ta prihodnost izgledala. Ker z, 15. majem, 1. majem, kadarkoli se bojo te omejitve sprostile, potem bo treba delati in potem bo treba aktivnosti sprejemati iz dneva v dan in odločitve sprejemati. In zdajle imamo izjemno situacijo ali pa priložnost, da je ta kriza po naravi takšna, da smo polovica podjetij si je mogoče kupila teden, 2, 3, da v miru razmisli, kako naprej in kakšne so rešitve in kje bomo mi našli svoj prostor pod soncem v novi realnosti, ki nas čaka po jutrišnjem. In zdaj, če združimo nekako zgodbe oziroma kar smo se zdaj naučili, jaz mislim, da znanje iz zadnje finančne krize v slovenskih podjetjih obstaja zelo močno, zelo jasno, kar se tiče kriznega upravljanja, obvladovanja denarnega toka, financiranja, fiksnih variabilnih stroškov, optimizacije procesov, reorganizacij. To smo videli in v zadnji krizi praktično vsi na lastni koži doživeli. Potem pa gledamo to situacijo, ki se nam je zgodila zdaj čez noč, tle en izsek iz spletnih platform, malo kot provokacija oziroma zanimivost. Dejansko smo čez noč digitalizirali zelo veliko podjetij, kot jih v zadnjih 10 letih nismo mogli. Določeni tudi direktorji največjih teh slovenskih podjetij smo jih zadnjič poslušali, so rekli, da zdaj smo pa vse iz PowerPointov pa iz prezentacij, kako bomo delali, pa vse mogli sprogramirati čez noč. VPN, remote desktop, dostopi za delo od doma, prenosniki, internetna trgovina, online kanali prodaje. Te zadeve so se čez noč v bistvu digitalizirale in Slovenija in tudi druge države, da ne bomo tle govorili, da smo mi izjema, karkoli, Cel svet je naredil enormen korak naprej v digitalizaciji poslovanja in v bistvu obvladovanju te situacije. In zdaj, če je to bilo možno narediti čez noč, zakaj ni možno čez noč začeti razmišljati, da bomo imeli druge trge, da bomo imeli druge kupce, da bomo proizvajali druge produkte in se reorganizirali, preusmerili na neke druge zgodbe. In če v bistvu združimo oba dva ta znanja, imamo znanje kriznega upravljanja osnovno od zadnje krize, vsa slovenska podjetja so pokazala izjemno dinamiko sprememb v trenutnih razmerah. Če to uspemo združiti in narediti pravi miks, lahko dejansko izkoristimo to energijo in ta moment,
da izvedemo digitalizacijo poslovanja in poskušamo razumevati in izkoriščati priložnosti na trgu, ki se bojo na trenutno situacijo tudi pokazale. Zdaj pa recimo neki zaključni poudarki. Prva prioriteta jasno je upravljanje z denarnim tokom, zmanjšanje stroškov, priprava pogajanj s finančnimi partnerji, cash is king v teh razmerah in ta del je treba jasno imeti pod kontrolo. Drug ključen segment aktivnosti, zaščita zaposlenih, nazaj vzpostaviti poslovanje, pridobivanje vladnih spodbud, s tem si v bistvu kupujemo čas, da vidimo, v katerem scenariju, kako se bodo zadeve odvile. Potem je pa tretja prioriteta razumevanje prodajnih trgov, dinamike in priprava na fazo okrevanja, strani vodstva, prodaje, proizvodnje, financ, vseh poslovnih funkcij, da ko mi zaženemo vse nazaj, da smo pripravljeni. Imamo naročeno blago, bo blago prišlo, po katerem scenariju, kakšne količine, kako bomo proizvodno zalaufali, komu bomo prodali, skozi v kontaktu po celotni verigi vrednosti, kje smo, kako zadeve delujejo in kaj se dogaja. In glede na to, da smo ameriško podjetje v osnovi, sicer zdajle oni so v zelo zahtevni situaciji, verjetno ne razmišljajo trenutno na ta način, ampak do not waste a good crisis. Kriza je prišla, kriza je tle, nimamo nobenega vpliva, bila je izven direktnega vpliva ekonomije, podjetij in v bistvu nismo direktno na to zadevo nič vplivali. Dajmo jo kakorkoli izkoristiti maksimalno možno za naša podjetja. Ja, v prvem koraku denarni tok in preživetje, potem pa še razmišljati, kako lahko iz tega naredimo še nekaj več. Kar se tiče Deloitta in našega pristopa, mi smo pripravljeni za nabor podjetij, ki se bojo prva prijavila, narediti virtualno delavnico z vodstvom, vezano na te teme, pristope, operacionalizacijo, na teh 7 korakov in Respond, Recover, Thrive metodologijo, vam pripraviti brezplačno zadevo za urico 2 recimo in vam pomagati zdefinirati točno na vaših situacijah, na vaših zgodbah in specifičnih razmerah, ki jih imate, ker dejansko treba razumeti, da razmere, v katerih so se podjetja znašla, so zdaj zelo različne, heterogene. En del posluje, kot da ni se nič kaj zgodilo, en del je ustavljen praktično, turizem, trgovina in tako, določene zadeve pa poslujejo z manjšanim obsegom. In potem razmišljati v drugem koraku, vpliv scenarijev, ključni ukrepi, kateri so, in potem se naučiti na nek način po tej metodologiji voditi zadeve, ker bo treba na ta krizni način zadeve voditi kar naslednjih par kvartalov, če ne kakšno leto. In tle smo mi na voljo in tudi po zaključku te prezentacije oziroma debate bomo razdelili tele materiale, pričakujemo vaš klic, kontakt, kakorkoli in smo pripravljeni se o tem pogovarjati. Mi tudi izvajamo raziskavo o dobrobiti zaposlenih v času covida. Nam ti podatki in te debate, ki jih imamo, kažejo, da tle se zna zgoditi ena največjih sprememb in bi bili zelo veseli vaših odzivov, vaših mnenj, kaj se je zgodilo zdaj za tem, ko ljudje delajo doma, koliko ste zadovoljni, kakva so vaša vprašanja, dileme in izzivi, ki jih tle imate. Zadeva je zelo kratka, tako da bi prosil za vaše sodelovanje. Zdaj pa mogoče trenutek, da odpremo debato, pa v bistvu bi prosil za mnenje, komentarje, vprašanje, mogoče neko vprašanje, kaj se vam zdi kot posameznemu podjetju, da ste delali zelo dobro, da ste bili vodilni na trgu v zgodbi, preden se je ta kriza zgodila, in kako razmišljate zdaj, da boste to zgodbo, ki ste jo imeli, ki ste jo zelo dobro izvajali in upravljali, v bistvu reševali oziroma potegnali naprej čez to situacijo. Mogoče kako vprašanje ali pa še kakšna zgodba, kje točno posamezna podjetja čutite ali pa imate občutek, da bojo največji izzivi, največje težave, kje vidite izzive, ki se zdajle pojavljajo. Jaz vem, da zdaj večina tem in večina zgodb gre na temo takojšnjih vladnih spodbud in tega drugega paketa zakonodaje, ki se pripravlja.
ampak tam se zadeve razvijajo, tam smo tudi imeli ločene delavnice na to temo. To, kar pa smo danes predstavljali, je pa v bistvu ena zadeva, ki prihaja in bo v fokusu čez naslednjih par tednov. Želeli smo vam to zadevo deliti čim bolj naprej, da tudi zdaj tik pred prazniki mogoče, imate priložnost, da v miru razmislite, pa začnete mogoče out of the box, kot se reče, razmišljati, katere so rešitve, kako bi lahko v tej situaciji in zgodbi zadeve speljali. To je neka zgodba in nek okvir. Pa mogoče še en komentar, kar se tiče tudi denarnega toka in upravljanja denarnega toka. Jaz sem osebno videl zelo različne prakse, kako dobro smo te zadeve uspeli skontrolirati. Ključ je, če je teoretično možno, pa enkrat mi je uspelo do tako daleč priti, da denarni tok ne ostane finančna kategorija, ki jo ima finančnik pod kontrolo, ampak denarni tok mora postati komercialna kategorija. Ljudje, ki so odgovorni za posel, ki so odgovorni za prodajo, morajo ta denarni tok razumeti in katere aktivnosti ga prenašajo, katere ga odnašajo in kako tle reagirati. Kar se tiče zalog, kar se tiče pogojev na nabavi, pogojev na prodaji in podobne zadeve. In ta zadeva je dost triki, kar se tiče kalkulacij in preračunov. Zdajle se mi zdi, so vsa podjetja še dosti mirna, kar se tega tiče, ampak dejansko stanje na TRR-ju aprila, če smo mi zaprti, ne pomeni, da smo mi ok, ker nam bo ta aprilska proizvodnja, aprilska prodaja manjkala šele v maju, juniju, kot bi sicer zapadale naše fakture na prodaji. In tu je treba res gledati naprej, tedensko zgodbo in potem mesečno, 3-mesečno, celoletno, kako se nam bo gibalo stanje denarnih sredstev na TRR-ju in če vidimo, da imamo težave, izzive, čim prej se začeti pogovarjati in z bankami, z lastniki, z kupci, z dobavitelji, z vsemi deležniki v procesu, da si poskušamo en drugemu maksimalno pomagati. Ja, zdaj, kar se tiče manjših pa mikropodjetij, tle se bojo zelo mogla sama znajti. Tudi ti vladni ukrepi za največja podjetja, ki so, in tudi v drugih državah, lastnikov podjetij se zdaj ne rešuje. In manjša in mikropodjetja so v glavnem lastniki podjetij, tudi direktorji, ki upravljajo ta biznis. Mogli se boste maksimalno sami znajti in računati na to, da ta večja podjetja čim bolj skozi pridejo in potem lahko se vi spet nazaj na to zadevo priklopite. Obstaja pa en segment potencialno, ki bi lahko bil dost odporen na to zadevo, sploh ta mikrostoritveni sektor. Zdaj sicer tole vse stoji, ampak takoj nazaj, ko se bo zagnalo, mislim, da bo potreba po teh storitvah še vedno obstajala. Vprašanje, koliko strateško na investicijskem delu, samo vzdrževanje trenutnih razmer ali pa stanja, mislim pa, da bo kar pospešeno v naslednjih tednih, ker zdaj in gospodinjski aparati doma in določene stvari so bistveno pod večjim pritiskom, se bolj uporabljajo, kot so se, in bo tle tudi kar neki servisov popravil, zamenjav in podobnih zadev. Tako da, čisto odvisno od mikrosegmenta, določeni mikrosegmenti bi lahko relativno ok prišli skozi. Zdaj, kar se tiče pogovorov z bankami, tukaj na tem delu, kar se bank tiče, kolikor imam jaz informacij, sicer res od teh največjih slovenskih podjetij, so banke zelo kooperativne, situacija bistveno drugačna kot pred 10 leti. Pred 10 leti smo govorili o tem, kdo je kriv, ta management je, ni, kdo je te kredite v podjetja pripeljal. Te situacije zdaj ni, ker ta šok je zdaj zunanji in tudi vse banke zelo sodelujejo in tudi kar se tiče teh 12-mesečnih moratorijev, jih one po zakonu morajo potrjevati. In tle ne bo nekih izzivov. Kar so pa banke opozorile, da dajte si izračunati denarni tok, dajte se odločiti, ali ta moratorij resnično potrebujete in sprožite ga v trenutku, ko ga potrebujete. Moratorij na obstoječe kredite.
ker v trenutku, ko vi to zadevo sprožite, zapadete pod poročanje mesečno o denarnem toku, o poslovanju do bank, se pravi, morate razkrivati podatke in morate dobiti še dodatno papirologijo. Hkrati pa zapadete pod določene omejitve, kot so izplačila nagrad poslovodstvu, lastnikom itd. In imate malo bolj omejeno poslovanje. Če bo zadeva šla relativno gladko skozi, hkrati so pa roki za prijavo moratorijev relativno dolgi. Slovenija je sprejela 12-mesečni moratorij na kredite, kar je daleč najdaljši moratorij od vseh držav v regiji. Okrog nas so delale moratorije 3, 6, 9 mesecev. Se pravi, prvo je to, drugo je rok za prijavo je 6 mesecev po razglasitvi konca epidemije. In recimo, da bo epidemija razglašena, konec epidemije razglašen nekje v sredini maja, konec maja, praktično do konca leta poslovnega letošnjega maja podjetja čas, da zahtevajo reprogram kreditov za 12 mesecev. In na osnovi tega reprograma praktično si kupimo z vidika bank leto pa pol, kar je relativno dolgo obdobje. Kar so določene banke nam v pogovorih tudi zatrdile, ni nujno, da velja za vse, morate pač individualno z vašimi bankami zadevo preveriti, da znajo tudi leasinge, ki so sicer iz zakonov izključeni, obravnavati kot kredite in omogočati tudi odloge, seveda pod temi istimi pogoji, ki so bili prej omenjeni. Mislim, zdaj mi ne vemo, da so rešitve, ki jih sprejemata Italija, Avstrija, dolgoročno pravilne. Ni še nihče bil v taki situaciji, to je dejansko res. Dejstvo pa je, da če mi sprejemamo primerljive odločitve kot naši ključni trgi in naši ključni partnerji, potem bomo primerljivo pravilno ali pa primerljivo napačno reagirali. Če pa mi zdaj tle kot 2-milijonski trg, zelo majhna država v sredini Evrope, direktno povezana z vsemi našimi sosedami in 80% GDP-ja predstavlja izvoz. Mislim, da zdaj ni trenutek, da bi mi kot država iskali neke svoje rešitve, individualne rešitve in neke unikum rešitve v tej trenutni situaciji, ker praktično v identični situaciji, sam pač večkratnika, kot je to pri nas, so praktično vse sosednje države, In jaz mislim, da tle ni ideja, da bi Slovenija imela neke drugačne unikum in rešitve, ki niso videne v drugih državah. Zdaj, kar se tiče učinka domin in to, da se je nekaterim malim se denarni trg praktično znižal na nič čez noč. Mi smo se pogovarjali s podjetji in zgodba je, če je denarni tok nič, se ga še vedno da zračunati in pač koliko imate vi prihrankov, toliko časa boste zdržali. In tu je treba razmisliti in individualno vsako podjetje posamezno res pogledati ali na čakanje ali takojšnje odpuščanje, kateri scenarij kako zapeljati. Dejstvo pa je, da učinek domin bo in hipotetično ekonomisti, ki so to izračunavali, te scenarije in dolge dneve preživeli, pravijo, da je ta zadeva noter vključena. In da bi naj tudi noter v te scenarije -5, -10, -15, -20 bil vključen potencialni velik padec ameriškega trga, ki se tudi lahko zgodi, ker vidimo, da se oni relativno slabo odzivajo na to situacijo, znajo relativno večje težave imeti. In veliko slovenskih podjetij sicer ne dela direktno z ameriškim trgom, delajo pa z nemškimi, francoskimi podjetji, ki posledično prodajajo končne produkte na ameriški trg. Tako da to je tudi ena dimenzija, recimo krize, ki zna priti noter in hipotetično v teh scenarijih bi to tudi naj bilo upoštevano. Zdaj pa ključ, kam so šli državni ukrepi v tem prvem koraku, so šli, da ti zaposleni, če gredo na čakanje, dobijo nekih 80% do povprečne plače, da se potrošnja in nek odnos ali pa pristop do situacije potrošnikov bistveno ne poslabša. Ker ključna zgodba tle je, šok je na strani in nabavni in ponudbeni, da zdaj nihče ne more kupovati.
Ključ je, da ko bo tega konc, da so potrošniki sproščeni, da bojo normalno začeli trošiti. Če želimo pomagati našemu gospodarstvu, ko bojo omejitve padle, moramo začeti približno normalno zapravljati. Ne brezglavo, ne pa reagirati ful kritično in ful panično, kot da je konc sveta, ker če bomo mi kot potrošniki reagirali, da je konc sveta, pol bo kriza bistveno globja in bistveno niže bomo padli. Če pa bomo mi z sprostitvijo teh omejitev reagirali relativno mirno, normalno in z neko normalno potrošnjo, ne bo tudi šok potem za podjetja bistveno manjši. Zdaj, kar se tiče obrestnih mer pa vrednosti denarja, tle se ne pričakuje, da bi zdaj se neke bistvene spremembe na obrestnih merah zgodile. Mi imamo to srečo, da smo v evroconi, naše sosede, določene države, kot so Hrvaška, Češka in to, imajo velike izzive držati svojo valuto pod kontrolo, ker je velik pritisk na devalvaciji njihovih valut. Mislim pa, da nekih drastičnih dvigov obrestnih mer zdaj ni za pričakovati. Če še poskušamo katero vprašanje odgovoriti. Zdaj, kar se tiče najemodajalcev in zniževanja najemnin, tle je dosti specifična situacija. Tudi najemodajalci večinoma imajo svoje obveznosti naprej. In tu je zdaj stvar individualnih dogovorov. Najboljši oziroma ta najboljša, največja podjetja so zaščitena pravno formalno bila tudi tako, da so imela force majeure oziroma ta faktor nepredvidene situacije noter v pogodbah vključen in da ta ne izključuje plačila najemnin in tudi zahtevajo 100% plačila najemnin, kar mislim, da ni najbolj pametno in ni najbolj partnersko z njihove strani. In tu, kar jaz predlagam lahko, individualne pogovore in poskušati nekje priti na polovico z vsake strani, da se gleda skupna dobrobit. Ker tle, če najemodajalci ne bojo bistveno popuščali, se bo pač zgodilo, da jim bojo najemniki propadli, zaprli karkoli in bojo ostali prazni. In recimo en tak interesanten efekt, ki se bo zgodil, v Ljubljani recimo oddaja stanovanj prek Airbnb, Bookinga in podobnih zadev. Zdaj določena so bila kupljena na gotovino, določena so bila kupljena na kredit, to se bo zdaj počakalo 10 mesecev, da se razčisti situacija. Če čez 10 mesecev teh turistov v Ljubljani nazaj ne bo, bojo ta stanovanja recimo šla na trg in to bi potencialno lahko znižali ceno stanovanj. In kar se tiče nepremičnin, trenutno mogoče so najemodajalci izgledajo, da so v močnejšem položaju. Izkušnje iz prejšnjih kriz kažejo, da vrednost nepremičnin pade v roku leta do 2 za tem, ko se je zlom zgodil. Nepremičnine imajo nek zamik. Če govorimo o Sloveniji, smo pač specifični. Nepremičnine nam pomenijo bistveno več kot zahodnoevropskim potrošnikom ali kakorkoli. In v Sloveniji je december 2012 po krizi 2009 bila najnižja točka vrednosti nepremičnin, se pravi, da se 3 leta zamika je bilo v zadnji finančni krizi med tem, ko se je kriza sprožila in med tem, ko smo dosegli najnižjo točko na vrednosti nepremičnin. To bi se zdaj znalo zgoditi malo hitreje in to je v bistvu tveganje tudi na strani najemodajalcev. Zdaj, hitro rastoča manjša podjetja so rasla organsko, kadrovala v skladu s projekcijami hitro rastočih prihodkov, ki zdaj stagnirajo, upadajo. Jaz bi tu predlagal hkrati, na eni strani se zategne ročno, na drugi strani se gleda priložnosti. Tako smo čas, ko smo še bili malo mlajši z avti delali. Vi morate prvič najprej zagotoviti preživetje vašega podjetja. Če vaše podjetje z denarnim tokom ne bo zmoglo priti skozi,
potem bo podjetja konc in ne glede na priložnosti jih ne boste mogli izkoristiti. Se pravi, realno, vsakodnevno gospodinjska logika, razumevanje prihodkov, stroškov in držati stvari maksimalno pod kontrolo. Potem je pa v bistvu stvar vodstva, vodenja podjetja, leadershipa, potegnati vaše zaposlene z vami in v popoldanskem času, čez vikend, kadarkoli, gratis razmišljati o priložnostih in se pripravljati na te priložnosti, da jih potem, takoj, ko bo možno, izkoristite. In je treba v bistvu po dveh kanalih, po dveh tirih zadeve peljati. Če ste dovolj veliki kot podjetje, dajte razmišljati o tem, da nekdo je generalni direktor in ima nekoga na desni roki, ki skrbi za dnevne operacije, dnevni biznis, kako bomo mi zdaj iz dneva v dan prišli skozi in denarni tok in vse te operativne zadeve. Na drugi strani pa nekdo drug poskuša razmišljati o priložnostih in zgodbah. Ker so toliko različni problemi in zgodbe z vidika kompleksnosti, da je relativno zelo težko to pričakovati, da bo vse ena oseba v eni zgodbi zmogla. Kakor ste malo večji, da lahko malo razdelite, dajte malo razdeliti pristojnosti, pa nekdo več o tem, nekdo več o drugih zadevah razmišlja in potem konstantno usklajevanje, razmišljanje in vsak dan nova iteracija, novi scenarij, kaj se lahko zgodi. Zdaj, kar se tiče, če bomo kupili nov avto in novo nepremičnino, ko bo konec krize, jasno, da na kavo in pivo bomo šli. Podatki iz Kitajske, ki so zdaj recimo najbolj relevantni, oni so zdaj nekje ven iz te situacije najhujše, počasi normalizirajo gospodarstvo. Dejanski nakup novega avta ni odločitev, o kateri razmišljamo en mesec, 2 meseca in jo naredimo instantno. Praviloma ne. Praviloma je to dolgoročna odločitev, dolgoročen proces in mi dejansko vemo, da imamo avto obstoječ star 3, 6, 12 let, kakršnakoli starost, ki nam je po naših merilih že predolga. In mi smo o tem razmišljali dalj časa, pravi kupci. In tisti, ki imajo dejansko to potrebo in težavo, zelo verjetno jo bojo tudi mogli reševati. In zdaj nepremičnina super, dajmo jo zamakniti, ampak če imamo mi zdaj majhne otroke, se stiskamo v nekem najemniškem stanovanju ali karkoli in imamo možnost v nepremičnino iti, bojo verjetno zdaj vsi izkoristili to priliko. Verjetno potem tudi z padcem cene se bo povpraševanje posledično povečalo. Tako da bi zdaj te dolgoročne investicije, kar v trenutku se vse ustavlja, mislim, da se ne bojo, zna se pa malo narediti kalkulacij, kdaj, kaj, kako. Tako da, evo, jaz mislim, da smo večino vprašanj odgovorili. Bližamo se tudi koncu 1 ure, 55 minut smo preživeli skupaj. Tako da, če bi še bila kakšna vprašanja, dajte se javiti, mogoče še kdo tudi uživo z zvokom, da nam sem jaz govoril celo urco. Drugače bi se pa potem počasi poslovili. Mi vam bomo poslali te materiale, mi vam bomo poslali tudi povezavo na tisto anketni vprašalnik, ki ga izvajamo. In tudi kontakte, da nas lahko direktno kontaktirate, vkolikor bi se želelo o teh zadevah še dodatno pogovoriti. In kot sem rekel, tudi dodatni pogovor individualno z vsakim podjetjem posebej smo pripravljeni izvesti gratis za prvih nekaj podjetij, ki se bojo prijavila, ker pač tudi imamo mi, kar se nas tiče interno, malo omejene resurse. In želja je v osnovi, da vam poskušamo na vašo specifično individualno situacijo kar najbolj pomagati in prilagoditi, pomagati postaviti nek Excel, neko metodologijo vodenja čez naslednje tedne, mesece, ko bo dejansko zelo važno, da si centraliziramo, sestavimo zgodbo in razumemo vse, kar se nam v podjetju dogaja. Tako da mogoče, če bi še gospod Milič zaključil, drugače bomo pa počasi končali. Hvala lepa vsem. Želimo vam torej, da preučimo vse tele predloge, ki smo jih danes slišali in da bi kriza čim prej minila oziroma da jo bomo uspešno menedžirali. Lep dan vsem in pridružite se nam tudi naslednjič.